Torej, dober dan vsem na tem današnjem kratkem srečanju, predstavitvenem srečanju. In sicer danes bom na kratko predstavil en moj e-priročnik, in sicer naslov Korporacijski menedžment, ustanavljanje in upravljanje gospodarskih subjektov. Ta e-priročnik je izšel pri založbi Lexiakov, in sicer v septembru 2023. In sedaj bomo imeli eno kratko predstavitev tega priročnika, da vam predstavim vsebino tega priročnika in pa seveda eno krajšo predstavitev uvodnega dela samega korporacijskega menedžmenta. Torej, korporacijski menedžment, to je v bistvu vodenje gospodarskih subjektov. Ne samo ustanavljanje gospodarskih subjektov, ampak predvsem ustanavljanje in vodenje gospodarskih subjektov. Menedžment je zelo pomembna materija, predvsem pri seveda odgovornosti za obveznosti tako pravne osebe, kot seveda odgovornosti za obveznosti samih fizičnih oseb, ki seveda sodelujejo v pravnih osebah. Zdaj, če se spomnimo nekih mojih predavanj, tam smo seveda predstavili same pravne subjekte. Smo rekli, da imamo pravne subjekte fizične osebe in pravne subjekte pravne osebe. Zdaj, kakšne so značilnosti pravnih oseb, malo več v nadaljevanju, vendar spomnite se, da imamo pravzaprav tri sposobnosti. Najprej je to pravna sposobnost nekih subjektov, potem je opravilna ali poslovna sposobnost nekih subjektov in pa deliktna sposobnost nekih subjektov. Torej, prvo, pri pravnih osebah, pri gospodarskih subjektih, ki niso fizične osebe, so pravne osebe, imamo pravno sposobnost takrat, kadar seveda se vpiše pravna oseba v register. Torej, v tem primeru začne eksistirati takšna pravna oseba v samem pravnem sistemu in pa tudi v ekonomskem sistemu. Pred vpisom te pravne osebe v sodni register odgovarjajo za obveznosti takšne pravne osebe vsi tisti, ki so seveda sprejeli ustanovitveno pogodbo. Torej, družbeniki, ki želijo ustanoviti neko gospodarsko družbo oziroma nek gospodarski subjekt, ali je to seveda osebna ali je to kapitalska družba, morajo najprej sprejeti nek akt, v katerem zapišejo pravice in obveznosti. V tem aktu, ki se imenuje ustanovitven akt ali ustanovitvena pogodba, v kapitalskih družbah je to družbena pogodba in pa statut, se zapišejo pravice in obveznosti teh družbenikov. Torej, med temi družbeniki ob ustanovitvi, to pomeni ob oblikovanju tega akta, nastanejo določene pravice in obveznosti, ki veljajo v relativnem smislu, kar pomeni, da veljajo samo med družbeniki takšne gospodarske družbe oziroma takšne asociacije, če bo seveda vpisana v sodni register. Kar pomeni, da ko je seveda gospodarska družba vpisana v sodni register, začne v bistvu pravno eksistirati, ima pravno osebnost. Kdaj pa dobijo pravilno osebnost? Zdaj, če gledamo gospodarske subjekte oziroma gospodarske družbe, sama družba je objekt, to je neka fikcija, kar pomeni, da sama družba ne more imeti neke želje, volje. Voljo lahko izraža preko organizacije oziroma organov družbe. To so fizične ali pa pravne osebe, ponavadi so to fizične osebe, zastopniki družbe. Torej, ko se oblikuje neka asociacija, lahko dobi ta asociacija pravno sposobnost takrat, ko se vpiše v register, poslovno pa takrat, ko oblikuje svojo organizacijo oziroma organe, preko katerih lahko izraža svojo voljo in sklepa pravne posle. Isto je z deliktno sposobnostjo. Sama gospodarska družba kot pravna oseba je seveda deliktno sposobna, kajti to je osnovna entiteta, ki je ločena od tistih, ki so jo ustvarili. Vendar pa to deliktno sposobnost lahko rešuje oziroma izraža samo preko organov takšne asociacije. To pomeni organov same družbe. Torej vidimo, da tako kot pri fizičnih osebah imamo tudi tukaj pri samih gospodarskih družbah določene sposobnosti, pravno sposobnost, opravilno sposobnost in pa seveda deliktno sposobnost.
Zdaj pa gremo kar na vsebino tega našega e-priročnika. Priročnik je narejen tako, da imamo seveda v sami vsebini tako teoretski kot tudi praktični del. Praktični del je pokrit z določenimi pravnimi akti statusnega prava, to pomeni sklepi, odločitvami menedžmenta, pogodbami, ustanovitvene pogodbe, pri vsaki družbi so seveda dane kot priloga, in pa seveda z razlagami določenih primerov. Tako da je seveda priročnik v bistvu usmerjen tako praktično kot seveda teoretično. In seveda se priporoča ta priročnik tako širši javnosti, kot predvsem tudi študentom, ki seveda poslušajo predavanja v gospodarskem statusnem pravu oziroma pri ustanavljanju in upravljanju asociacij gospodarskih. Torej, gremo na sam priročnik. Najprej seveda imamo splošne značilnosti gospodarskih subjektov. To je eden od večjih delov tega našega priročnika, kjer se obravnava podjetje, kjer se obravnava dejavnost gospodarske družbe, pravna osebnost, sedež, zastopanje, sodni register, kako se oblikuje firma, tukaj mogoče se ustavimo. Firma je ime, s katerim družba posluje na trgu. Firma ni družba, ni podjetje. Podjetje je personificiran kapital. Družba pojavna oblika podjetja. Firma je pa samo ime, s katerim podjetje deluje na trgu. Potem imamo dalje prepoved konkurence v gospodarskih subjektih, katere vsi subjekti pa zapadejo pod prepoved konkurence, poslovna skrivnost v gospodarskih subjektih, kdo mora ščititi poslovno skrivnost, kako ščitimo poslovno skrivnost. Moram tukaj takoj povedati, da imamo specialni zakon za poslovno skrivnost, in sicer zakon o poslovni skrivnosti, ki je seveda specialni zakon naspram temu našemu generalnemu zakonu, iz katerega izhaja to korporacijsko vodenje oziroma korporacijski menedžment, to je zakon o gospodarskih družbah. Potem imamo seveda nadalje en odsek, ki se imenuje statusne spremembe gospodarskih subjektov. Statusne spremembe gospodarskih subjektov so takrat, kadar se ali formalno ali materialno spremenijo gospodarski subjekti. Formalno se spremenijo gospodarski subjekti, ko se preoblikujejo pravno-organizacijske oblike. Iz delniške družbe v d. o. o., iz d. o. o. v delniško družbo, iz d. n. o. v d. o. o., iz s.p. v d. o. o., seveda odvisno od tega, kaj pravzaprav ustanovitelji takšnega gospodarskega subjekta tudi želijo. Pri seveda materialnem preoblikovanju pa imamo tako imenovane spojitve, pripojitve, prevzeme. To pomeni, da se pri materialnem preoblikovanju v bistvu spremeni premoženjska masa, pri seveda formalnem preoblikovanju se pa spremeni pravno-organizacijska oblika. Pri materialnem preoblikovanju je problem seveda zaščita upnikov. Pri formalnem preoblikovanju ni toliko zaščita upnikov, kot seveda družbeni odnosi, to pomeni odnosi družbenikov v sami gospodarski družbi. Prenehanje gospodarskih subjektov, vemo, da imamo normalno prenehanje za samo likvidacijo, kjer je potrebno seveda likvidirati samo premoženje gospodarske družbe, kar pomeni, da v tem primeru moramo seveda postaviti likvidacijskega upravitelja, on poplača vse terjatve, in če kaj ostane, dobijo družbeniki nazaj tisto, kar naj bi seveda vložili v samo gospodarsko družbo. Nikoli ni 100%, ampak nek določen delež. Pri nasilnem prenehanju samih gospodarskih družb, nasilnem bomo rekli, mogoče ne ravno nasilnem, ampak nenaravnem prenehanju, je pa seveda najprej potrebno iti v prisilno poravnavo, kjer se finančno reorganizira podjetje. Če to ni uspešno, to pomeni, če 60% terjatev ni uspešnih na prisilni poravnavi, v tem primeru gremo v stečajni postopek, kjer se popolnoma anulira takšna gospodarska družba. Torej, to je ta segment, ki ga obravnava sam priročnik, ki se veže na te splošne značilnosti gospodarskih subjektov. Potem imamo seveda opise gospodarskih subjektov, in sicer kakšne so značilnosti samostojnega podjetnika, posameznika, osebne kapitalske družbe in posamezne gospodarske subjekte, ki nastajajo
na seveda dejavnosti gospodarskega statusnega prava. Interesno združenje, zadruga, povezane družbe, banke, investicijski skladi, družbe tveganega kapitala, gospodarske javne službe in pa statusno javno-zasebno partnerstvo. Vse to je obdelano v tej centralnem delu oziroma glavnem delu samega e-priročnika. Torej, vse družbe so narejene tako oziroma predstavljene tako, da se najprej seveda lotimo ustanovitve določene družbe, potem razmerja znotraj posameznikov oziroma znotraj deležnikov oziroma ustanoviteljev in pa seveda razmerja teh ustanovitev oziroma same gospodarske družbe do tretjih oseb. Tako je v bistvu sestavljeno v 3 delih pojasnilo oziroma pojasnjevanje posameznih gospodarskih subjektov. No, na koncu jasno pride še prenehanje, kako preneha posamezna gospodarska družba. Torej, to je ta centralni del samega priročnika. Nadalje imamo ekonomski vidik upravljanja gospodarskih subjektov. Ne predstavljamo samo tistega pravnega vidika vodenja upravljanja gospodarskih subjektov, ampak tudi ekonomski vidik. V tem primeru seveda predstavimo dolžniško in pa lastniško financiranje, boljše je jasno lastniško financiranje, kajti tam imamo likvidni kapital, dolžniško financiranje je vedno dolžniški kapital, razmerje med dolžniškim in lastniškim financiranjem naj bi bilo seveda 1:3, to pomeni 1 enota dolžniškega na 3 enote lastniškega financiranja. Torej, kot sem rekel, najboljše pa je 100% lastniško financiranje. Potem imamo tukaj predstavljene osnovne ekonomske kategorije skupaj z poslovnimi knjigami in pa letnim poročilom, kjer seveda predstavimo bilanco stanja in izkaz uspeha ter bilanco denarnih tokov za posamezne oblike gospodarskih družb. V skladu jasno z določili Zakona o gospodarskih družbah. In seveda ne nazadnje, davčne posebnosti gospodarskih subjektov. Torej, najprej seveda splošno obdavčenje gospodarskih subjektov, kako se obdavčijo, na osnovi česa se obdavčijo, kako se oblikuje davčna osnova gospodarskih subjektov pri posameznih gospodarskih družbah. Potem imamo obdavčevanje dohodkov samostojnega podjetnika posameznika, ki ima neko posebno specifiko, ker je to v bistvu fizična oseba, ki deluje kot gospodarska asociacija na trgu, in pa seveda en večji del tega našega poglavja, to pa je seveda obdavčenje dohodkov pravnih oseb z seveda pogledom na novosti obdavčevanja, predvsem iz Evropske unije, to je tako imenovana harmonizacija obdavčenja dohodkov pravnih oseb, ki gre v konsolidacijo davčne osnove. To je seveda potem zaključek tega našega priročnika. Torej vidimo, da v bistvu ta priročnik posega tako na področje ustanavljanja, na področje prava, to pomeni pravnih razmerij znotraj družbenikov nasproti tretjim osebam in pa seveda ekonomske in pa davčne posebnosti gospodarskih subjektov. Nadalje, jasno, na kratko eno takšno uvodno predavanje, saj smo že začeli z nekimi predstavitvami, pa seveda nadaljujemo. Namreč postavlja se vprašanje, kaj so gospodarski subjekti in zakaj nastajajo gospodarski subjekti. Glejte, ko ima posameznik neko idejo, to idejo hoče realizirati. In seveda, kako naj on realizira to idejo? Recimo, jaz sem pravnik, imam eno idejo o nekem projektu in seveda želim to idejo realizirati tako, da bo prišla v svet. Vendar ugotavljam, da potrebujem poleg pravnega znanja tudi ekonomsko znanje. Kakšen bo marketing? Jaz imam lahko zelo dobro idejo, če nimam marketinga, ne bo prišla v svet in ne bo uspešna. Prav tako moram to idejo fizično realizirati. To pomeni, da moram imeti neke strokovnjake na področju tehnike, na področju avtorskih oziroma intelektualnih pravic, potem na področju ekonomije, in pa se mogoče še na področju kakršnekoli human rights oziroma psihologije. Torej, v tem primeru je ena široka paleta znanj oziroma široka paleta potreb. In te potrebe moramo uskupiniti. Zdaj sam nimam znanja iz ekonomije, nimam znanja iz tehnike, nimam znanja iz psihologije, imam znanja iz prava.
kar pomeni, da moram iskati partnerje v teh vejah življenja oziroma v vejah gospodarskega ali pa družbenega življenja oziroma družbene aktivnosti. Torej, združujem ljudi. Združujem ljudi, da bi seveda dosegli skupni cilj. Zdaj res je, da imam jaz svoj individualni cilj, vsak posameznik pa ima seveda tudi drugi individualni cilj. Ekonomist ima en individualni cilj, ki se veže na ekonomijo, marketingčar ima seveda drugi individualni cilj, potem recimo tehnik ima tretji individualni cilj, vse to pa moramo združevati v nek skupni cilj. Naš skupni cilj je seveda pridobivanje dobička. In že imamo dva elementa gospodarske družbe. Prvo je združevanje ljudi, drugo je pa pridobivanje dobička, tako imenovana lukrativna asociacija oziroma lukrativna aktivnost. Lukrativni namen. Zdaj mi moramo se združevati kot ljudje z nekim posameznim znanjem in imamo seveda namen pridobivanja dobička na trgu. Torej, tretji element gospodarske družbe je nastop oziroma dejavnost na trgu. Ta dejavnost na trgu je seveda pridobivanje dobička in to je izključna naša dejavnost. Zdaj pa, da bi mi delovali kot neka asociacija ljudi z nekim skupnim in pa individualnim interesom, je potrebno seveda še družbeno-tehnična organiziranost. To pomeni organiziranost nas, ki imamo lukrativni namen in hočemo nastopati na trgu. Ta družbeno-tehnična organiziranost se izraža seveda v sami sistemu organizacije gospodarske družbe, ki seveda oblikuje svoje organe. Ima svoje vodstvene organe, ima svoje nadzorne organe in ima svoje lastniške organe. Torej, že vidite, kaj so vodstveni, kaj so nadzorni, kaj so lastniški organi. Če gledamo delniško družbo, uprava, upravni odbor je vodstveni organ, nadzorni svet je nadzorni organ, skupščina je pa tako imenovan lastniški organ. Torej, če skupaj združimo te elemente, ki smo jih prej lepo predstavili, rečemo, da je gospodarska družba asociacija oseb, ki zasledujejo nek skupni in pa individualni interes. Najprej je bil individualni interes, ki se je združil, ki se je zbliževal skupaj v nek skupni interes. In ta skupni interes je lukrativni namen nastopa na trgu z družbeno-tehnično organiziranostjo posameznikov, ki delujejo na trgu. In tako imamo v bistvu pojasnjeno definicijo gospodarske družbe v tem našem sistemu. Kakšne so pa zdaj značilnosti te naše gospodarske družbe, predvsem pravne značilnosti? Torej, gospodarska družba sama ne more nastati. Lahko nastane samo na željo tistih, ki jo želijo ustanoviti. To pomeni, imamo te pravnike, ekonomiste, tehnike, ki želijo ustanoviti gospodarsko družbo. Da bi nastala gospodarska družba prvo med temi subjekti, je potrebno seveda narediti pravice in obveznosti, oblikovati pravice in obveznosti z zbliževanjem individualnih ciljev vseh teh treh subjektov. To pomeni individualni cilj mene kot pravnika, individualni cilj ekonomista, individualni cilj tehnika. Zdaj moramo se mi v bistvu združiti, kar pomeni, da moramo iskati stične točke in prilagoditve. Ko mi iščemo te stične točke prilagoditve, da nastane ta skupni cilj, oblikujemo neke norme. In te norme so za nas dispozitivne, kar pomeni, da lahko te norme spremenimo. Ko pride do nekega dejanskega prekrivanja teh individualnih ciljev v neki skupni cilj, pride seveda do tega, da mi lahko zapišemo te dispozitivne norme. Te dispozitivne norme zapišemo v ustanovitvene akte. Vse tisto, kar je zapisano v ustanovitvenih aktih, je v bistvu vezano na naše obveznosti in pravice. Pravice in obveznosti. Na strani tretjih oseb še vedno nimamo nobenih kontaktov, kar pomeni, nasproti tretjim osebam takšen ustanovitveni akt ne deluje. Deluje samo relativno nasproti vsem tistim osebam, ki so ta ustanovitveni akt oblikovale in pa tudi podpisale.
Da pa bi nasproti tretjim osebam deloval takšen sistem, je potrebno seveda dobiti status. Absolutno, tisto absolutno kompetenco oziroma absolutno komponento. Kar pomeni, da je v tem primeru potrebno to ustanovitev, ki je relativna med subjekti, ki želijo ustanovitve in imajo nek skupni interes, vpisati v neki register. In seveda pri registraciji takšne pravne osebe nastane absolutna komponenta, ki nam pove, da je takšna pravna oseba pravzaprav pridobila, kot sem prej rekel, pravno sposobnost in je zaščitena nasproti tretjim osebam. Zato ima seveda to pravno sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti ne samo znotraj teh subjektov, ampak tudi nasproti vsem tretjim osebam. Zdaj pa, da bi izražala poslovno sposobnost, je pa potrebno oblikovati lastno organizacijo delovanja, nadzorne organe, pravne organe in pa lastniške organe. Ko imamo organe, ko imamo mi v bistvu oblikovano registracijo oziroma ko imamo vpis takšne osebe v register, potrebujemo dejavnost. Moramo izvajati dejavnost, kar pomeni, da v tem primeru izvajamo lukrativno dejavnost pridobivanja dobička na trgu. In to ne delujemo posamično, ampak skupno preko te asociacije, preko te pravne osebe. To pomeni, vidite, vse te pravne značilnosti smo nekako na en takšen lažji oziroma otroški način v bistvu predstavili. Pravne značilnosti gospodarske družbe. Nadaljujemo z seveda pojmom, kaj je družba in kaj je podjetje. Ko mi mislimo na neko gospodarsko asociacijo kot pravniki, mislimo kot družba. Družba je pojavna oblika podjetja, Universitas Juris. Ko ekonomisti mislijo na neko gospodarsko družbo oziroma gospodarsko asociacijo, imajo v mislih latinski izraz Universitas Facti. To pomeni faktična družba. Podjetje je personificiran poosebljen kapital, skupnost organiziranega premoženja in ljudi, kar pomeni, da je ta kapital, ki so ga ljudje dali za ustanovitev neke gospodarske družbe, se personificiral, kar pomeni, da se je poosebljal oziroma poosebil v tej gospodarski asociaciji. In kaj je najpomembnejša materija, je to, da ta kapital več ni v lastništvu teh subjektov, ki so oblikovali gospodarske asociacije oziroma družbo, ampak je ta kapital v lastništvu gospodarske družbe. No in že pridemo do definicije podjetja. Rekli smo, podjetje je personificiran kapital. Zdaj pa, kaj je značilnost tega kapitala, ki je ločen od posameznikov oziroma ustanoviteljev? Družba je pojavna oblika. Brez družbe kot pojavne oblike takšen personificiran kapital sicer lahko eksistira, ampak ne more delovati. Delovati ne more v družbi, delovati ne more na trgu. Personificiran kapital je seveda gospodarska enota, ki združuje materialne in človeške substrate oziroma sestavine. Torej, v bistvu materialne sestavine so tisto, kar so ustanovitelji dali v samo gospodarsko družbo oziroma v podjetje. Človeške sestavine so pa tiste sestavine, ki se vežejo na vodenje takšne asociacije. To pomeni, moramo imeti jasno organe, preko katerih asociacija v bistvu izdaja svojo voljo oziroma oblikuje svojo voljo in prevzema pravne posle. Podjetje kot personificiran kapital opravlja neko gospodarsko dejavnost. To pomeni gospodarska dejavnost, pridobivanje nekega dobička, lukrativni namen. Prav tako, kot sem že prej omenil, je seveda značilnost podjetja, da je podjetje pravno, vsebinsko in prostorsko ločeno od lastnikov oziroma od ustanoviteljev. Nikoli vi niste lastniki podjetja. Vi ste lastniki upravičenj, ki jih imate glede na samo podjetje. Kar pomeni, da podjetje živi samo za sebe. Vi ste pa upravičeni
do vodenja takšnega podjetja, zato ker ste vložili določen delež oziroma določen kapital v takšno podjetje. Prav tako je značilnost podjetja, da je tam seveda središče avtonomnih premoženjsko-pravnih razmerij, ki so seveda posebne vrste. Avtonomna premoženjsko-pravna razmerja so v bistvu razmerja, kot sem rekel, med družbeniki glede na statusno pravno organiziranost določenih gospodarskih subjektov. Ali so to osebne družbe, ali so to kapitalske družbe. To pomeni odvisno od tega, kako je statusno oblikovana ta gospodarska asociacija. No, in tako pridemo do te pravne oblike podjetja, organizacijske oblike upravljanja dejavnosti. In zdaj seveda, zato sem vam pripravil, da ne bi omenjali samo tako šolsko oziroma tako, bomo rekli, definicijsko, kaj so fizične in kaj so pravne osebe in kakšne fizične in kakšne pravne osebe imamo kot gospodarske asociacije. Predstavljajte si neko zgodbo. Vi začnete recimo vrtnarjenje. Pa seveda pridobivate hrano oziroma zelenjavo ali pa sadje, tako bomo lažje predstavili, za sebe, za svoje potrebe. Ker vam seveda na vrtu zraste več sadja in več zelenjave, vi te zadeve začnete skladiščiti. Krijete vaše osebne potrebe, vse ostalo sadje in zelenjavo začnete skladiščiti. In v tem primeru ugotovite, da bi bilo potrebno te zadeve mogoče prodati. Komu zdaj prodati? Prodate sosedom. Torej, postali ste v bistvu tako imenovan samostojni podjetnik posameznik. Kot fizična oseba ste prodali to zelenjavo in sadje, ki vam je seveda bilo v skladišču, sosedu. A sosed vam reče, poslušajte, a ste vi odvedli davek? Jaz sem vam plačal, a ste vi odvedli davek? Ne. Pa ste v prekršku. Potrebno je registrirati se, prva stvar. Torej, samostojni podjetnik, posameznik potrebuje registracijo. Jasno. No in vi seveda sosedu to prodajate nekaj časa in ugotavljate, da seveda bi lahko dobro zaslužili iz te prodaje. Kar pomeni, da vključite še ženo, otroke, pa seveda mogoče še kakšno ljubico ali pa ljubčka v to aktivnost. In seveda se povežete, povečate zemljišče, kupite neko nepremičnino zraven in začnete seveda sam sistem prodaje tega sadja in zelenjave. Seveda, v tem primeru začnete razmišljati, ja, zdaj sem pa samostojni podjetnik, posameznik, ki združuje več partnerjev. Malo je že težko upravljati takšno asociacijo kot fizična oseba. In ugotovite, da je možno seveda oblikovati družbo z neomejeno odgovornostjo kot osebno družbo med vašimi osebnimi partnerji. Zopet vpis v register in vse te zadeve, kar je seveda potrebno. Zdaj osebna družba z neomejeno odgovornostjo nastane tako, da najprej se vi dogovorite med temi partnerji, da boste delovali v okviru te družbe in sprejmete nek ustanovitveni akt. Ta ustanovitveni akt potem daste kot vpis v sodni register in nastane takšna družba z neomejeno odgovornostjo. In dalje nadaljujete z samo produkcijo te zelenjave in sadja, prodajo oziroma pridobivanjem zelenjave in sadja preko družinskega podjetja, bi se reklo, to pomeni družbe z neomejeno odgovornostjo. Ja, zdaj pa še vseeno to vam tako se ekspandira, da ugotovite, da bi mogoče bilo pametno zdaj kupiti še eno zemljišče, pa nimate denarja. Pa vidite tistega čudnega soseda tam preko, ta pa je unkobrod, po domače rečeno, kar se tiče kapitala. Pa rečete sosedu, poslušaj, jaz imam tu osebno družbo, kaj bi ti vložil?
v mojo gospodarsko družbo oziroma moje podjetje kakšen kapital, pa se bi midva zmenila na koncu leta, če bo prihodek oziroma dobiček, da si delimo. Ja, potem imate možnost. Prva, da seveda ustanovite komanditno družbo, kjer ostanejo vaši partnerji na osebni ravni kot komplementarji, vaš sosed je pa komanditist. On bo vložil nek delež, da bo seveda na koncu dobil določene naklonitve na koncu leta, poslovnega leta. Lahko pa seveda formirate obligacijsko pravno razmerje kot tihi družbenik in nosilec tihe družbe. To je pri vašem sistemu tako, kot seveda si sami zamisli. V redu. Seveda, zdaj, ko imate komanditista, ko imate velik kapitalski vložek v sami gospodarski družbi, vas pa moti nekaj, da sem jaz osebno odgovoren. Pa jaz moram vedno skrbeti za te zadeve, pa seveda odgovarjam osebno, pa zavarovanja, pa seveda to je lahko nevarno za seveda tudi moje družinske razmerje, osebno odgovarjam, kaj če pride do neke krize, in razmišljate seveda, da bi seveda se losali oziroma da bi šli stran od te osebne odgovornosti. Pregledate ZGD in ugotovite, zakaj pa jaz ne bi oblikoval iz te DNO, te družbe z neomejeno odgovornosti ali pa z komanditne družbe, neko kapitalsko družbo. Jaz dam neki kapital, tako kot je komanditist dal kapital v mojo gospodarsko družbo, jaz dam ta kapital v neko gospodarsko družbo in naj gospodarska družba dela, jaz bom na koncu bil tak kot komanditist, čakal, da seveda pride denar na koncu leta, če pride, upam, da pride. In seveda tako nastanejo kapitalske družbe. Kaj je značilno za kapitalske družbe? Ni te osebne povezanosti, je pa kapitalska povezanost. Zato moram jaz seveda narediti nov ustanovitven akt. Lahko je med temi družbeniki, ki so bili prej v družbi z neomejeno odgovornostjo ali pa v komanditni družbi, s tem, da se v tem aktu striktno zapiše pravice in obveznosti. Tam prej smo imeli akt, družbeno pogodbo pri komanditni družbi, kjer smo imeli seveda neke dispozitivne določitve, to pomeni, da lahko te določbe spremenimo, tukaj pa zdaj moramo striktno zapisati. In tako nastane seveda lahko kapitalska družba. Torej, jaz več me ne briga, po domače rečeno, vsak dan, kaj se bo dogajalo v gospodarski družbi, zato sem jaz postavil soseda ali pa nekoga tretjega sosedovega sina, da bo vodil takšno kapitalsko družbo in seveda jaz sem vložil nek kapitalski delež in želim seveda na koncu leta dobiti določen denarni znesek. Če tega ne bom dobil, bom pregledal, kakšno je bilo poslovanje in če ni bilo pravilno poslovanje, bom seveda odstavil takšnega sosedovega sina iz mesta vodenja. Tako nastanejo kapitalske družbe in sicer lahko nastane jasno. Najprej ponavadi nastane družba z omejeno odgovornostjo, ker imamo še vedno, ker smo med sosedi neke interese, skupne družbene interese in je ta kapitalska družba v bistvu res kapitalska družba, kjer imamo poslovne deleže, kapitalske deleže, vendar ni tako bistveno kapitalsko usmerjena, kot je recimo delniška ali pa komanditna delniška družba. Tam pa imamo striktno statut kot ustanovitveni akt, kjer jasno piše, kaj se pričakuje od vodstvenega organa, kaj se pričakuje od nadzornega sveta, kolikšni so deleži in kaj se seveda jasno pričakuje pri samem vodenju takšne gospodarske družbe. Smo zdaj vse pravzaprav na neki zgodbi predstavili, kako seveda delujejo gospodarske asociacije, kako deluje samostojni podjetnik posameznik, kako delujejo osebne družbe in kako delujejo kapitalske družbe. Poleg osebnih, poleg kapitalskih družb imamo gospodarsko interesno združenje. To gospodarsko interesno združenje ima značilnost, da seveda pospešuje gospodarske asociacije, gospodarske subjekte na trgu. Ni nujno, da ima kapital, ni nujno, da ima premoženje, je združevalni moment, element.
Potem imamo povezane družbe. Povezane družbe so lahko povezane ali dejansko ali fakultativno, so pa v bistvu to družbe, recimo pri katerih je ena družba odvisna družba, ena družba vključena v drugo družbo, oziroma so to lahko koncernske družbe, povezane z nekimi podjetniškimi pogodbami, koncern z podrejenostjo, koncern z enakopravnostjo in pa holding družbe. Kaj je zelo pomembno? Pri seveda koncernih, ko imenujemo neko asociacijo koncern, mislimo na združenje gospodarskih asociacij gospodarskih družb. To pomeni, koncern predstavlja matična plus hčerinske družbe. To je pojem, to je neka oblika združevanja, bi se temu reklo, v gospodarskem sistemu. Ko pa govorimo o holdingu, pa govorimo o posamezni samostojni gospodarski družbi, ki je seveda oblikovana za ustanavljanje, vodenje in upravljanje ostalih gospodarskih družb. To pomeni, v koncernu je v bistvu holding družba, če se tako malo drugače predstavimo to zadevo, holding družba je družba. Potem imamo zadruge. Zadruga deluje na način en član, en glas. Lahko pa ima tudi z samim statutom zadruge, se lahko spremeni ta zadeva, kjer ima seveda en član več glasov. In kaj je značilno za zadruge? Dobiček se pri zadrugah vrača v sam sistem dejavnosti zadruge. To pomeni, potrebno je ta dobiček vrniti v samo zadrugo za delovanje zadruge. No, recimo Švica je znana po zadrugah, pa Španija je tudi znana po zadrugah. In ko so Švicarji prišli sem v Slovenijo, vedno so imeli odprta usta. Ja, vi ste pa bogata država. Pazite, Švicarji vam to povedo. Ja, zakaj? Ja, zaradi tega, ker pri vas vsak kmet ima vsaj 2 do 3 zetorja. Ima enega malega, enega srednjega, pa enega velikega. Ja, kaj pa pri vas? Ja, pri nas imamo pri nas imamo te traktorje oziroma stroje za obdelovanje površin v bistvu v zadrugah. In vsakdo, ki hoče seveda izvesti nek poseg na zemljišču, se pač določi, kdaj ga bo to izvedel in seveda si najame takšen stroj. Pri vas pa to vse v lastništvu. Ja, malo za razmisliti. Potem imamo banke in zavarovalnice. Banke in zavarovalnice se lahko oblikujejo samo v sistemu delniške družbe, zato ker one v bistvu imajo neko posebno dejavnost v bistvu finančnih trgov in pa finančnih aktivnosti na gospodarskem sistemu oziroma na gospodarskem trgu. Zavodi. Zavodi, zopet vse tisto, kar pridobijo zavodi kot dobiček, se mora seveda vrniti v sam zavod oziroma reinvestirati. Svobodni poklici so pa poklici, ki se izvajajo preko nekega formalnega izobraževanja. To pomeni, svobodni poklici so lahko na področju fizioterapije, na področju zdravstvenih ved, potem na področju pravnih ved, kot pravniki, kot advokati, kot svetovalci, kot notarji, kot kaj so še lahko, davčni svetovalci, bančni, finančni svetovalci, vse to so v bistvu svobodni poklici. Kaj je pa zdaj dejavnost gospodarske družbe? Gospodarska družba je pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja neko pridobitno dejavnost kot izključno svojo dejavnost. Izključno dejavnost. Pridobitna dejavnost je pa dejavnost, ki se na trgu opravlja zaradi kaj? Zaradi pridobivanja nekega dobička. Mi kot pravnik, ekonomist, tehnik, gremo skupaj v skupni cilj, zato da seveda pridobivamo določen dobiček. Jasno? To mora biti. Nadaljujemo. Odgovornost za obveznost. Spomnite se, kaj smo prej rekli. Gospodarska družba in podjetje, podjetje personificiran kapital in podjetje je ločeno od ustanoviteljev. Ustanovitelji imajo samo upravičenja v samo podjetje. Zdaj pa, kakšne so odgovornosti za obveznosti? V prvi vrsti odgovarja kdo?
odgovarja gospodarska družba. Pri podjetniku, posamezniku, on kot fizična oseba, ker je gospodarska asociacija fizična oseba, on sam odgovarja za vsem svojim premoženjem. Razen z eksistenčnim elementom oziroma eksistenčnim premoženjem, ki ga ne smemo dati v sam sistem gospodarske asociacije. Primarna odgovornost za obveznosti je na gospodarski družbi. Zato ima vsaka gospodarska družba oblikovan nek kapital, nek osnovni kapital. Ta je v osebnih družbah manj izražen kot v kapitalskih družbah. Kapitalskih družbah je jamčevalna masa osnovni kapital. V osebnih družbah ta osnovni kapital je nekako porazdeljen med osebno odgovorne družbenike, ki seveda odgovarjajo z vsem svojim aktivnim premoženjem. Primarna odgovornost je pa vedno na gospodarski asociaciji oziroma gospodarski družbi. Subsidiarna, solidarna odgovornost je pa na družbenikih. Subsidiarna, dvojna, to pomeni sekundarna, kar pomeni, da če upniki ne dobijo denarja s strani gospodarske družbe, naperijo zahtevek na družbenike. In v osebnih družbah so oni osebno odgovorni za vsem svojim premoženjem. In to solidarno, kar pomeni, da do vsakega takšnega družbenika lahko upnik terja. Pri kapitalskih družbah pa imamo načelo ločenosti premoženja družbenikov in družbe, kjer družbeniki vnašajo v gospodarsko družbo določene kapitalske deleže, odvisno od osnovnega kapitala oziroma povečanega osnovnega kapitala, če seveda se gre v povečanje osnovnega kapitala, in oni več ne odgovarjajo. Tisto, kar so dali v gospodarsko družbo, tisto je to, kar je seveda jamčevalna masa. In vedno zopet gospodarska kapitalska družba odgovarja najprej kot gospodarska družba, pozneje pa lahko odgovarjajo seveda kapitalski družbeniki za tisto vlogo, če seveda to vlogo še niso vplačali v sam sistem. Zdaj pa, da sami družbeniki pri gospodarskih družbah, predvsem pri kapitalskih družbah, ne bi izkoriščali to gospodarsko družbo za neke svoje individualne cilje. Kajti, kot sem že prej povedal, gospodarska družba je oblikovana na osnovi nekega skupnega cilja. In vsi morajo zasledovati ta skupni cilj. To je pridobivanje dobička in realno v bistvu načelo zakonitosti, to pomeni načelo v skladu z zakonom in pa z podzakonskimi predpisi ter ustavo. Zdaj pa, da oni kot kapitalski družbeniki ne bi samo dali nek delež v gospodarsko družbo, pa bi potem izkoristili preko seveda vodenja te gospodarske družbe sam gospodarski subjekt oziroma gospodarsko asociacijo, imamo institut spregleda pravne osebnosti. Torej, v primeru, da družbeniki družbo zlorabijo za nek cilj, ki je zanje kot posameznike prepovedan, ali so seveda zlorabili za oškodovanje svojih upnikov, ali so ravnali z premoženjem v nasprotju z nekim zakonom, ali so pa zmanjšali to premoženje in so vedeli, da seveda pri zmanjšanju premoženja družba več ne more jamčiti za obveznosti s strani samih upnikov. V teh 4 primerih so tudi kapitalski družbeniki, ki samo okvirno osebno, ki samo odgovarjajo z svojim vloženim premoženjem v kapitalsko družbo, osebno odgovarjajo. Pomeni, odgovarjajo z vsem svojim premoženjem. Ampak kaj je catch spregleda pravne osebnosti? To je potrebno dokazati, da je prišlo do mahinacij. Če tega ne moremo dokazati, je to sicer lepo zapisano v zakonu, ampak zadeva se dejansko ne rešuje. En primer, kako zahtevno je to dokazovanje. Imamo nek projekt in ta projekt seveda želi uprava neke gospodarske družbe izvesti. V samem statutu piše, da je za določene višje finančne zneske, in ta projekt je ocenjen z višjim finančnim zneskom, potrebno soglasje nadzornega sveta. Ali je upravičen ali ne. Uprava da seveda zahtevo za soglasje nadzornega sveta. Nadzorni svet se sestankuje, tam so lastniki noter v nadzornem svetu oziroma so pooblaščenci lastnikov, ki so bili imenovani s strani skupščine. In v tem primeru jasno,
takšen nadzorni svet ne pride do soglasja oziroma ne pride do končnega odločitve. Zahteva neko strokovno mnenje. Dobi strokovno mnenje od neke outsourcing organizacije, ki seveda smatra, da je ta projekt profitabilen. Na osnovi tega strokovnega mnenja nadzorni svet da soglasje upravi. Uprava začne z projektom, projekt teče 10 let, v 10 letih vse pozitivno, 11. leto pa vse gre v maloro. Kdo je zdaj kriv? Uprava, ki vodi projekt, nadzorni svet, ki je mogel dati soglasje, ali pa zunanji partner, ki je dal neko strokovno mnenje, ki je nezavezujoče. Saj veste, strokovna mnenja, ne glede, da so v skladu, so jasno z standardom dobrega strokovnjaka, dobrega gospodarstvenika, ampak to je zopet treba dokazovati. Torej, imamo mi zaščitne vatle, ampak potrebno jih je seveda ugotoviti. To pomeni, potrebno je ugotoviti nasprotja interesov, napake v sistemu in te napake podvreči tem zaščitnim vatlom. Če tega ne znamo, če tega ne moremo narediti ali pa sodišča niso sposobna ugotoviti, imamo težavo. Zato imamo ta spregled pravne osebnosti, kjer kapitalski družbeniki osebno odgovarjajo v teh 4 položajih, vendar to je potrebno sodno priti do sodnega epiloga. To pomeni sodno ugotovitev. Je v tem primeru potrebno. Zelo zahtevna zadeva. Vidite, zakaj sistem deluje tako, kot pravzaprav deluje v tem našem polju. Tako, prišli smo do konca tega našega kratkega predavanja. Če malo samo značilnosti tega našega e-priročnika. Izšel je septembra 2023 pri založbi Lexia Kov, v obliki e-knjige, ima 257 strani, kot sem rekel, teorija in praksa se preveva v tem priročniku, cena pa je ugodna, ker je to vseeno e-knjiga, 39,90 €. Priročnik je primeren za vse, to pomeni pisanje tudi tako za vse, ni samo pisan za neke pravnike pa pravne eksperte, ampak tudi za vse, ki se ukvarjajo in se bodo ukvarjali z ustanavljanjem in upravljanjem gospodarskih subjektov, pa tudi za širšo javnost oziroma za študente, ki potrebujejo seveda znanje iz gospodarskega statusnega prava. Hvala vam za današnje srečanje, hvala vam za današnje poslušanje tukaj na tej prezentaciji tega priročnika in se vidimo in slišimo v kakšnih video webinarjih, ki jih predstavljamo oziroma pripravljamo, pa tudi v novih e-priročnikih. V nadaljevanju bomo izdelali oziroma oblikovali e-priročnik upravljanje z nepremičninami, potem nadalje management javnega sektorja, zelo pomembna knjiga, predvsem kaj se dogaja sedaj v trenutni politiki oziroma v trenutnem državnem sistemu, in pa seveda državni management, kjer bomo predstavili državno upravljanje, kako država upravlja s svojim premoženjem in seveda s svojimi posamezniki na teritoriju. To pomeni ta monopolna oblast vladajočega razreda. Hvala vam še enkrat za poslušanje in se vidimo v prihodnosti. Nasvidenje.